Današnji dan je priložnost za kadilce, da bi ga preživeli brez cigarete. Okoli 500 tisoč Slovencev je rednih kadilcev, 3 tisoč jih vsako leto zaradi tega umre. Premalo pa se jih zaveda, da je tobak najpogostejši razlog za smrt, ki ga lahko preprečimo. A kot so opozorili različni slovenski skrbniki zdravja, bo zato morala država še ostreje ukrepati, predvsem posodobiti že skoraj 5 let star protikadilski zakon. Rak na požiralniku, pljučih, želodcu, mehurju, črevesju, strahovite bolečine, trpljenje in na koncu morda smrt. Življenje kadilca je za 16 let krajše od življenja nekadilca. Kadilec je že tisti, ki pokadi tudi 1 cigareto na dan ali pa občasno kakšno cigareto na teden. Nikoli ni prepozno, da se ugasne zadnja cigareta. Da je zelo pomembno prenehanje čez noč, tudi pri nosečnicah, bolje kot postopoma, in zdravniki bi naj tako svetovali. Država ponuja veliko možnosti in podpore tistim, ki želijo opustiti slabo razvado. Brezplačne delavnice in svetovanja so na voljo povsod. Danes recimo v delavnici kajenja, katero smo povabili več kot 100 ljudi, sta se odzvala 2. Enemu najmočnejših lobijev na svetu, kadilskemu in polnjenju blagajne na račun trošarin, pa se je seveda težko upreti. Ali je država nekako tudi kriva ali ne kriva za to, da otroci pijejo sladke pijače? Torej, ista je odločitev starša, da mu da nezdravo pijačo in mu jo kupi, tako kot je odločitev posameznika, ali si bo prižgal cigareto ali ne. Nevladniki, ki se borijo proti kajenju, so pripravili nekaj novih predlogov za zmanjšanje kajenja. To so popolna prepoved oglaševanja tobačnih izdelkov, zvišanje cen cigaret ter enotna škatlica opremljena s sliko.